Danes imamo podcast o Plečniku. Prideš, Denis? Lapa. Hvala. Ena podcast s Suzano Lovec. Dr. Bogo Zupančič, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, in Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše in poznavalka Plečnika. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala, da ste prišla. Lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Danes, kot rečeno, torej podcast o Plečniku. Smo v Plečnikovem letu, zaključuje se in mineva 150 let, torej od rojstva tega najvidnejšega slovenskega arhitekta, zato danes o njem govorimo. Prvo vprašanje, mi pogosto rečemo Plečnikova Ljubljana. Kakšna je vaša vajna asociacija, kaj vidite, ko rečemo Plečnikova Ljubljana? Dr. Zupančič. Ja, vidim predvsem stari del Ljubljane, in sicer vodno os, Ljubljanico, promenado, pa tudi neke posamezne stavbe, recimo NUK. Namreč princip arhitekta Plečnika je bil, da je točkovno interveniral v to staro tkivo in je te točke povezoval v neke osi in je na tak način obvladoval, bi rekel, urbano podobo, ne. Po njem je Ljubljana oziroma Plečnikova Ljubljana en pojem, ne, in hočem reči, da te točke, te njegove intervencije deluje dolg časa, ne, rečemo 20-30 let na tem območju, na teh projektih, in pozna se ta njegov, bi rekel, pristop. Gospa Porok, kaj vi vidite, ko rečem Plečnikova Ljubljana? Ja, jaz vidim tudi izhodišče v bistvu pri načrtovanju Ljubljane iz Plečnikove hiše, kjer so se za njegovo risalno mizo v bistvu porajali vsi ti načrti, ki so se potem uresničevali v središču Ljubljane, in res nekako teče, lahko bi rekli, neka simbolična os iz Plečnikove okrogle sobe preko Trnovskega mostu, potem mimo Zoisove, mimo Križank do Vegove in središča mesta, tako da se to simbolično res uresničuje, in to je bil res proces, ki je trajal kar desetletja. Tako da to je tudi zanimivo, da Plečnik to svojo vizijo nadgrajuje tekom let. In seveda tudi v smislu finančnih zmožnostih mesta, ker vemo, da je moral velikokrat potem uporabljati tudi gradiva, ki jih je v bistvu ponovno uporabljal neka stara gradiva, ali pa tudi si veliko pomagal z zelenjem, z drevesi, z katerimi je potem usmerjal poglede, jih uporabljal delno kot arhitekturno sredstvo, če se mogoče spomnimo recimo na te okroglaste javorje, tudi na Vegovi, potem breze. Vemo pa, da je določeno arhitekturo, ki mu ni bila nekako ljuba, ali pa ko je želel usmeriti nek pogled proti osi, recimo delno zakrival z temi visokimi topoli. Da se pravi, da gre res dolgotrajen proces. Mislim, da je pa prvi poimenoval prav termin Plečnikova Ljubljana dr. France Stele, tako da je to tudi neko Plečnikovo seveda zelo osebno doživljanje Ljubljane. Vemo, da je izjemno pomemben, najvidnejši slovenski arhitekt. Kakšen je, če bi morala strniti vidva v en stavek, v eno poved, kakšen je ta njegov pomen za Slovenijo? V enem stavku. Namreč gre za zelo kompleksno osebnost. Je sigurno najvidnejši in tudi po samem vplivu, kar je s svojimi študenti in sodelavci dosegel, se to tudi nekako odraža v samem prostoru. Ne vem. Ja, je tudi zanimivo, da je v bistvu, lahko bi rekli, kot nek renesančni univerzalni umetnik, homo univerzale, ker se je v bistvu res ukvarjal z vsem. Pri Plečniku v bistvu
nimamo nekak področja, s katerim se ne bi ukvarjal. To se pravi, je arhitekt, urbanist, oblikovalec, profesor, ukvarjal se je recimo z grafičnim oblikovanjem, s tipografijo, z oblikovanjem malih predmetov, svečnikov, seveda poznamo ta njegov bogat opus sakralnega posodja, ki je zagotovo edinstven na svetu. Tako da ja, ta vsestranskost, za njega v bistvu ni bilo naloge, s katero se ne bi bilo vredno ukvarjati. Vi skrbite oziroma ste v tej Plečnikovi hiši, a ne? Imeli smo tudi lani en članek o tem, kjer je lepo opisano, kaj vse v tej hiši lahko vidimo, nazorno prikazano. Kaj pripoveduje njegova hiša v Ljubljani o njem? Ja, tu imamo zelo veliko srečo, moramo povedati, da seveda je Plečnik živel v tej hiši od leta 1921 do svoje smrti, leta 1957. Potem pa gre v bistvu velika zahvala njegovemu nečaku, Karlu Matkoviču, da je to hišo ohranil v spomin na svojega strica, to se pravi v tem prizidku, ki ga je Plečnik sam oblikoval in opremil in v katerem je živel, se po njegovi smrti ni nihče naselil in je nečak prvi začel z urejanjem njegove zapuščine, popisom njegovih načrtov, osebnih predmetov, veliko zbirko lesenih, glinastih, mavčnih modelčkov, tako da potem je pa na pobudo Staneta Bernika, Mestna občina Ljubljana, leta 1972 potem ustanovila v tej hiši Arhitekturni muzej Ljubljana, tako da to je v bistvu tudi najina skupna nekak zgodovina Arhitekturnega muzeja, iz katere potem izhaja tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Je bil ustanovljen v Plečnikovi hiši in je seveda še vedno ohranila ta osebni v bistvu nekak Plečnikov svet, v katerem se je sam obdal z temi svojimi stvaritvami, knjigami, tukaj se je počutil varnega in od tukaj je ustvarjal. Tako da je pa Plečnik to svojo hišo sam poimenoval tudi poskusna topla greda, ker je v njej veliko materialov preizkušal v manjšem merilu, veliko teh arhitekturnih poskusov je potem v hiši tudi ohranjenih in potem, če so se izkazali, jih je uporabljal. Ohranjenih pa tudi izjemno veliko njegovih stvari, ne? Tako. Od pohodnih čevljev. Tako, brez vezalk, če se prav spomnim. Tako, to so ti znameniti štefletni čevlji, zelo trpežni, v bistvu nekakšni gležnari, tudi v današnjem času zelo moderni, tako da ker Plečnik je bil tudi res strasten pešec, ja, in je izrecno nosil te čevlje, tako da njegov znameniti seveda klobuk, potem črni plašč, črna delovna halja, ki jo je imel. Veliko je osebnih predmetov, fotografij, pisem, seveda načrtov uresničenih in neuresničenih, tako da celotna zbirka nekako obsega 17.500 predmetov, kar je res izjemno. Tako da to je velika sreča, da se je ohranilo. Če jaz interveniram, bi povedal, da je to zmotno mnenje, da je vse v Plečnikovi hiši. Namreč zelo veliko predmetov je tudi drugje pri zasebnikih, pri sorodnikih Plečnikovih študentov. Potem v našem muzeju hranimo arhive Plečnikovih študentov in študentk in moram reči, da se v teh arhivih najde izredno veliko skic, gradiva, povezanega s Plečnikom, tako da je prav ta naša razstava, zdaj zadnja, tista, ki pravzaprav kaže to bogatstvo, ki se je zdaj nakopičilo v zadnjih 10 letih. In mislim, da je to tudi eno odkritje. Moramo biti pa nedvomno povezani, ker so ti podatki takšni, da si z znanjem pa vedenjem o Plečniku lahko izmenjamo ne samo te predmete za razstave, ampak tudi mišljenje, da pridemo do nekih spoznanj.
Ta teden je bila otvorjena torej razstava v Mautu, v Muzeju za arhitekturo, in eden od kustosov te razstave, dr. Miloš Kosec, je na otvoritvi poudaril, da je čas, če ga povzamem tako brez citata, da se premaknemo od zgodb in osebnosti nazaj k delom in da naj dela govorijo v bistvu o človeku. Tako da, kje je preko del recimo to vizionarstvo Plečnika, o katerem tako radi govorimo? Plečnikov pristop je bil specifičen, namreč on je vse stvari delal variantno v obliki nekih inačic. On se je pravzaprav mučil z nekim urbanim ali pa drugačnim problemom in ko je naredil tok in tok skic, je razmišljal, katera je najboljša, katera je najlepša in to metodo dela je tudi prenašal na študente. Skratka, od njih je zahteval, da se ne zadovoljijo s prvo narisano podobo na papirju. Namreč dostikrat je prisoten ta ego ustvarjalca ali arhitekta, zdaj sem pa nekaj ustvaril, to je najboljše, noben ne sme tega spremeniti, ne. In že sam Plečnik je to spremenil sam pri sebi in prišel do enih takih, bi rekel, temeljnih spoznanj in to govori o neki kvaliteti, ne, ki iz tega raste. Danes poznamo recimo inštitut natečaja, tam se pa primerjajo različne stvari različnih arhitektov. Plečnik je to sam pri sebi recimo naredil. Potem je bil zelo, bi rekel, discipliniran, njegov opus je neverjetno obsežen, pravzaprav je gorel, živel za arhitekturo, recimo študentom je bilo prepovedano ukvarjati se z drugimi dejavnostmi. Recimo en znan režiser Bojan Stupica ga je napodil iz svojega seminarja. Potem je tle Marija Grafenauer, ona se je ukvarjala s sodobnim plesom in je spremenila ime, ona je bila Marija Gradnik, da ne bi slučajno Plečnik v slovenskem narodu ali jutru prebral nekaj o tem plesnem dogodku. Skratka, študenti so mogli živeti kot sam mojster samo za arhitekturo. Ta entuziazem, to se pozna pri Plečnikovi arhitekturi. Tudi sam je sicer rekel za svojega učitelja Ota Wagnerja, on je ustavil os mojega življenja, je kasneje o njem zapisal. Kako pomemben je bil zanj učitelj in kako pomemben je bil Plečnik za svoje učence, ta dialog, v bistvu strinjanje, nestrinjanje in vse to, kar prinese, oziroma če razširim malo širše na družbo, kako pomembni so učitelji, mentori, če rečem pri novinarstvu uredniki, za ljudi, ki se še učijo, ne? On je očitno imel to os, ki mu je ustavil njegov učitelj, koliko osi je on ustavil? Mogoče vprašanje za oba. Ja, jaz mislim, da izredno veliko dialoga je bilo med njimi in študenti. Pri vsakem študentu je vsak dan sedel 15 minut, če ne pol ure in se intenzivno z njim ukvarjal, pogovarjal. Potem so imeli tudi neke skupinske seanse ob sobotah, ko so malo prekinili to intenzivno delo. In to je pravzaprav Plečnik povzel to metodo poučevanja od svojega učitelja Ota Wagnerja, ker je bil podoben seminarski način dela. To pomeni, da so študenti različnih starosti in letnikov vsi skupaj delali na neki nalogi. Tudi med sabo so študentje se pogovarjali, to je šlo tudi za izmenjavo med njimi samimi in to je on prenesel na tehniko. Tehnika je v Ljubljani pa imela nek drug ustroj, kateremu je pravzaprav sledil Plečnikov konkurent Ivan Vurnik, ki je imel bolj ta tehnični pristop. Plečnik se je temu pristopu upiril in je pravzaprav ta akademski, ne, kot ga je imela Akademija lepih umetnosti na Dunaju, pravzaprav uveljavil. In to je tudi ena specifičnost te ljubljanske šole za arhitekturo. Ta, bi rekel, osebni pristop. Jaz mislim, ker poznam tudi precej predavateljev arhitekture, da danes, ko je toliko študentov, da profesorji enostavno nimajo časa, da bi tako osebno sedeli in se ukvarjali s posameznim študentom.
gospa Porok? Ali pa, ja, kar povejte. Ja, zagotovo je na Plečnika Wagner izjemno vplival ravno tako, za to svojo metodo dela. Plečnik je bil tudi že profesor na umetno-obrtni šoli v Pragi, tako da je imel s poučevanjem zagotovo izkušnje in poučeval je arhitekturno risanje na slogih in tudi iz pričevanj še živečih študentov. Ja, res vemo, da v bistvu drugi profesori njihove naloge v bistvu za Plečnika niso bili pomembni. Recimo gospod Andrej Lodrand, ki je eden tudi zadnjih študentov, ki se je Plečnikov seminar upisal leta 1951 in v letošnjem letu slavi 90-letnico, je ravno to izpričal, da je zahteval seveda stalno prisotnost, predanost delu, popolnost pri risbi in da za druge v bistvu profesorje in naloge se mu je zdelo to nepotrebno v bistvu. Ampak če pa če pogledamo njegovo biografijo, on ni bil nek čudežni otrok, oziroma je bilo kar nekaj teh v otroštvu ali pa mladosti nekih neuspešnih poskusov, razočaranj. Ali je to zaznamovalo to obdobje, ti neuspehi, razočaranja, tudi togotnost, mislim, da govorijo včasih, njegovo kasnejše delo ali pa pogled na delo? Mene prav to fascinira, ker ni edini, ki je bil pravzaprav slab dijak. Pravzaprav je on iz tega naredil neko prednost, namreč on se celo življenje potem učil. Jaz sem nekje celo prebral, da se je hotel angleško učiti, ker je imel neke kontakte z ameriškimi kolegi. Ta potreba po napredovanju, učenju je pri Plečniku neverjetno prisotna. Je pa to zanimivo, da je učil to, kar je dobro poznal, kar je vedel, in to je bil en, bi rekel, svojsten svet. Recimo to, kar so takrat moderni arhitekti razvijali, kot je recimo Le Corbusier pa šola Bauhaus, to pa je Plečnik odklanjal, češ da je hladno, nekam preprosto. Plečnik je bolj učil, bi rekel, neko sofisticirano, klasično, tradicionalno arhitekturo, v katero pa je prepletel neke sodobne elemente. Tudi je imel dosti dobro knjižnico, tako da je bil informiran, kaj dogaja na Bližnjem vzhodu, Daljnem vzhodu, v Ameriki in tako naprej. In je vse te stvari, bi rekel, nekako sintetiziral in glede na določeno nalogo, določeno mero lokalnega vstavil, mednarodnega, univerzalnega. Skratka, v tem kombiniranju je bil specifičen in od naloge do naloge drugačen. Pa tudi lahko rečemo mogoče tako laično, če pogledamo Plečnikova dela, je to nekaj, kar bi zdaj poimenovali trajnostna arhitektura, z uporabo vseh teh materialov. Če bi Plečnik zdaj ustvaril, bi verjetno ga prodajali pod oznako trajnostno. Jaz se strinjam, poudaril bi to, da je Plečnik pravzaprav, ker je živel v tistem času, ko ni bilo toliko denarja na pretek, kot ga je danes, in tudi ni bilo možno graditi novih stavb, in je vedno uporabljal stare materiale, tudi obstoječe strukture, recimo kot je v Ljubljani Rimski zid. On ga je samo malo predelal, tako da so te posegi bili relativno poceni, učinki so bili pa veliki, in to je ena velika prednost. Skratka, prenove so danes zelo trajnostne, ne pa novogradnje, in lahko rečemo, da je Plečnik veliko prenavljal, tako javne prostore, ulice, so pa tudi izjeme, konec koncev imamo NUK, ki je novogradnja, tudi slovenski parlament, Katedralo svobode si je zamislil, ampak to so konec koncev tudi pomembni objekti nacionalne identitete in prav je, da vsako obdobje tudi konec koncev kaj novega pokaže, zgradi.
Ja, mogoče res ta uporaba tudi lokalnih materialov, da je vedno gledal na tisto okolje, v katerem je gradil. Ne vem, tudi ko smo govorili o prenovah, je vpeljal recimo pri sakralnem prostoru neke zelo zanimive prenove, da je v bistvu vključeval staro cerkveno osnovo v novo cerkev, recimo pri Bogojini. Je to en izjemen primer, ne, kako ohranjati tudi v bistvu to staro, pa potem povečava cerkve za potrebe nove skupnosti. Tam recimo tudi okrasi strop z lokalnimi lončarskimi izdelki, tako da je v bistvu še bolj tudi ta sakralni prostor povezan z krajem in lokalno skupnostjo, kar je po moje tudi danes neka taka zasnova zanimiva. Jaz bi mogoče opozoril na to, da danes živimo v čisto drugem svetu, da smo s to produkcijo, s tem predmetnim svetom, ki je okoli nas, prisiljeni, da nekaj kupujemo in takoj zavržemo, kot neke odpadke, smeti, oblačila in tako naprej. Ko je Plečnik živel, se je pa v bistvu vedno nekaj starega, skratka nekaj novega se je vključilo že v staro in s tem se je tudi nek spomin ohranil skozi daljše obdobje. In to je danes ena vrednota, ne, da ko se sprehajamo po ulici, po Vegovi, vemo, da je bil tam rimski zid, pa da je bil srednjeveški zid in to on s to formo izrazi. Ne. In to je kvaliteta tega prostora. Velikokrat rečemo ali pa preberemo, da je on oblikoval mesto po meri človeka. Kaj to pomeni in kako se to kaže na Dunaju, v Pragi in Ljubljani? Mesto po meri človeka. Ja, jaz mislim, da se različno, ne. V Pragi je pravzaprav delal Praški grad kot rezidenco čehoslovaškega predsednika Tomasa Gerika Masarika. Tam govoriti zdaj o nekem človeškem merilu je težko, ampak lahko bolj govorimo o demokratizaciji prostorov, ne. To je bil nek srednjeveški grad, ki mu je hotel dati neko komponento republike, demokracije, vrtove okoli gradu je formiral, tudi z nekimi točkami je interveniral, odpiral te prostore in to odpiranje teh prostorov lahko rečemo, da je neka demokracija ali pa nek spomin konec koncev. Ne? Ta pomen javnega prostora, na katerega se v današnjem svetu velikokrat pozablja, se ga devastira, ne, uničuje, zmanjšuje ta javni prostor, to je bilo pri njemu zelo poudarjeno. Ne? Ja. Ravno to, humanistično nekako merilo in dostopnost v bistvu za vse ljudi. In tudi pri tej UNESCO nominaciji oziroma uspešnem vpisu je bil prav to poudarjeno kot ena posebna kvaliteta, da je to prostor dostopen ljudem, ki še v tej izvirni funkciji je še vedno v uporabi, recimo tako kot so tržnice, tako kot so cerkve, tako kot so urejena nabrežja, mostovi na Ljubljanici, nenazadnje tudi Žale. Tako da to je prepoznano kot neka izjemnost. In ena od njegovih stvaritev ali pa celo dve, Plečnikov stadion, žalostno propada, ne samo to, v bistvu zaprtje, ne, za javnost. Kako vidva mislite, da bi morala biti nadaljnja pot Plečnikovega stadiona? Kakšna bi morala biti? Ja, jaz sem na strani vseh teh aktivistov, ne, ki pravijo, da bi ta stadion moral biti odprt za javnost. Ne vem, če poznate stadion Jurija Zaninoviča v Gorici iz začetka 20. stoletja, takrat je bil narejen in ta stadion je pravzaprav isti. Na vrhu je neka kavarna, kjer starši gledajo, kako otroci igrajo spodaj nogomet. Stadion je dokument časa, sredi Gorice je. In mene prav preseneča, kako so se ti lastniki, upravljalci stadiona odločili za tako nespametno potezo, ob dejstvu, da smo zgradili nov stadion v Ljubljani. Da vemo, da toliko navijačev konec koncev ni in da dubliramo, skratka smo zelo potratni, bi rekel, ali pa da imamo preveč denarja, pa ne vemo kam z njim, da smo se odločili za to varianto, da se tam razvija še en
objekt. Tako da sem absolutno na strani teh aktivistov. Po drugi strani pa se je ta zgodba zdaj precej zakomplicirala, ne, z lastništvom, odkupom teh prostorov, a bo to zdaj država odkupila, tega denarja ni. Tako da je to ena uganka, ki ne vem, kako se bo razpletla, držim pa seveda pesti, da se to odpre javnosti. Da bi bilo urejeno v Plečnikovem duhu. Verjetno mu ta način, kot zdaj gledamo, kaj se dogaja za stadion, nikakor ne bi bil všeč. Ne, to nikakor ni v čast niti mestu. Pač stadion je zavarovan, kot spomenik državnega pomena in je absolutno potrebno poskrbeti zanj. In seveda najlepše bi bilo, da je odprt za javnost, za neke mogoče manjše kulturne, rekreativne aktivnosti, ki jih mesto potrebuje. Tako da zagotovo bi se našla neka uporabnost za današnji čas. Kaj pa še bi mogoče Plečnika motilo pri današnji Ljubljani? Če pogledate na Ljubljano s Plečnikovi očmi, bi imel kakšne pripombe, kje bi jih imel? Zagotovo mogoče kakšne precej monumentalne gradnje v središču mesta, ki mogoče nimajo ravno tega človeškega merila. Če mogoče se spomnimo na Šumi, mene ta pogled nekako, če pogledamo od Cankarjevega doma proti gradu, je to kar en ogromen kolosalen zid, ne. Bolj spoštovanje res starejšega in nekako seveda za sodobno arhitekturo nadgrajevanje, ampak da je medsebojna neka komunikacija. Mislim, da je na Plečnik to zelo pazil. Plečnik je s svojimi osmi povezoval neke točke v prostoru. Jaz mislim, da je razvoj Ljubljane šel preveč v neko razpršenost, kjer posamezniki, ki imajo denar, gradijo po neki svoji logiki, v želji, da bi čim več profita dobili. Recimo tudi primer Rožne doline, kjer se rušijo te stare ljubljanske vile iz 20-30 let, se spreminjajo v vile bloke. Ne vem, če bi bilo to Plečniku všeč, ker se po eni strani izgublja spomin, po drugi strani pa vidim, da ni te povezanosti med objekti. Ne vem, jaz si želim, da bi konec koncev neko javno avenijo ustvarili z kakšnim sodobnim tramvajem in ob tej aveniji recimo, da bi imeli novogradnje. Vidim pa, da te novogradnje nastajajo tako spontano, neorganizirano, kjer pač je nek velik interes. Mislim, da Plečnik s to današnjo situacijo ne bi bil preveč zadovoljen. In tudi verjetno, če pogledamo ta trg nepremičnin ali pa to, kar vidimo recimo v oglasih, moji kolegi tukaj na N1 večkrat pišejo o tem, kaj vse ljudje prodajajo, kaj vse dajejo v najem. Mislim, da ste vi enkrat rekli v našem članku, da je imel visoka etična načela pri teh stvareh in da je v bistvu študentom vedno zabičal, če bo vaš naročnik hotel služkinjo spraviti v neko vlažno klet brez oken, tega ne boste naredili. Manjka te etike verjetno pri lastnikih nepremičnin. Ja, sigurno je manjka. Ja, očitno je prevladal res samo ta strogi finančni učinek, na žalost. Kaj pa, če se malce ozremo k Plečnikovim neuresničenim projektom? Katere bi recimo vi izpostavili? Ja, jaz bi sigurno katedralo Svobode. To je slovenski parlament, ki je v bistvu zastal, ker v tistem času, zdaj ne vem, koliko poslušalci, gledalci vejo, je bila ta afera Inform biroja in politična, bi rekel, pozornost se je preusmerila na politiko. Slovenci smo bili pa pravzaprav prvi v tedanji socialistični Jugoslaviji, ki smo gradili nacionalni parlament. In to je šlo marsikomu malo v nos in zaradi te politične afere Inform biro se je pravzaprav kar pozabilo na vse skupaj. Po drugi strani pa je Plečnik, to je tle prav v bližini vaše hiše, ker smo zdaj, planiral, da bi se železnica poglobila. Skratka, to je bil en tak velik projekt in to leta 1947, ko je bila ta prenova v teku, porušene Ljubljane in to je bil velik finančni zalogaj, zato je recimo ta projekt padel.
Če bi pa ta projekt zgradili, pa jaz mislim, da bi bili Slovenci svetovno prepoznani, ne. To je sigurno en tak, bi rekel, projekt, za katerega nam je lahko resnično žal. Kam bi ga postavili? Arhitekti ponujajo več lokacij. Jaz mislim, da ta načrtovana v Tivoliju, v osi Šubičeve, ne, kjer lahko pogledamo, ne, imamo Ljubljanski grad, Rotovž, potem je Kazina, ki je bilo središče Nemcev, ki so nekoč tukaj bili, potem imamo Mladiko, kjer je danes zunanje ministrstvo. Skratka, to je politična os in jaz mislim, da je logično, da bi to stalo v osi Šubičeve ulice v Tivoliju. No, meni je sicer zelo ljub recimo Plečnikov predlog Mesarskega mostu, ta pokriti, v bistvu antični, kaj rečemo, skoraj tempelj nad vodo, ki bi ga tudi uporabljali lahko za kakšne delno tržnico, delno kulturne dogodke. Zelo edinstven most bi bil, tudi mislim zelo prepoznaven. Jaz bi mogoče to opozoril, da so velike razlike med narodi in sredinami. Poljaki bi ta projekt takoj realizirali, se ne bi spraševali. V Sloveniji imamo pa toliko enih arhitektov, da je toliko časa preteklo in da morajo zdaj mladi arhitekti na sodoben način z drugimi sredstvi nekaj podobnega zgraditi in moram reči, da to vnaša nek nemir in čas teče, mi tega nismo zgradili, tako da je veliko vprašanje, ne? Ali je to pri nas uresničljivo. Katedrala svobode. Da. Kaj so pa mogoče največje zmote ali pa napačne predstave, ki jih imamo mi ali pa javnost, laiki o Plečniku? Kaj so stvari, ki bi jih recimo javnosti povedali o Plečniku, pa da jih javnost redko sliši? Mogoče to, ne. Plečnikovi načrti, on se je zelo mučil, risal in naredil dober načrt. In moram reči, niso vsi projekti narejeni po načrti, Plečnik je na koncu vedno še kaj dodal, spreminjal. Meni se zdi to zelo pomembno. Mene tudi fascinira ta pot od teme k svetlobi po teh stopnicah v Nuku. Namreč poznam to zgodbo, namreč Kamnosek Radovič iz Nabrežine pri Trstu, to je v pismih nekako obeleženo, je pravzaprav prodajal za Nuk kamen, za katerega vemo, da je bil bel. Danes pa vemo, da imamo podpeški črn kamen tam in mene to fascinira, ne, ker je ta črn kamen ustvaril neko drugo atmosfero in mene recimo fascinira, kdo si je izmislil, da je to pot iz teme proti svetlobi, ker s tem stavkom je to stavbo naredil neverjetno interesantno, konceptualno zanimivo, kajti nekako logično je bilo pričakovati, da je to stopnišče svetlo. In ta stavek je spremenil odnos do stavbe. Stvari, ki jih običajno ne slišijo, imate kakšno skrivnost Plečnikovo? Mene vedno fascinira tudi ta, ne vem, Plečnikova misel, kadar me stvar prime, jo znam. Tako da kot je Bogo povedal, da Plečnik se je v bistvu večkrat tudi mučil z idejo in mu ni bilo tudi v bistvu za malo zavreč nek načrt, ki je bil že izdelan in potem novo in novo varianto res izboljševati. Tako da to se meni zdi zelo fascinantno, da je seveda toliko sil, toliko energije posvečal tej svoji ustvarjalnosti. Okay, kaj pa slabe plati Plečnika? Verjetno tudi te obstajajo. Pogosto slišimo, bil je kompleksna osebnost. Se tukaj skriva tudi kaj? Danes smo se že malo pogovarjali o tem, ta humani človeški pristop. Ne? Ko sem jaz študiral arhitekturo, se je govorilo o Plečniku, da je fašist. A zaradi načina dela? Ja, ker je bil avtoritativen, ker je zahteval neko disciplino, ne, pri njemu se je delalo, jaz ne vem, to danes verjetno nihče ne ve, delalo se je vse dni v tednu, od 8 pa do 6 zvečer, tudi ob sobotah,
ni bilo zimskih počitnic, ni bilo letnih počitnic, bil je samo Božič, Velika noč, pa mogoče še kakšna malenkost. Skratka, ena blazna predanost in to recimo zaznamuje ta strogost Plečnika, tako da ga resnično različni ljudje, različna obdobja drugače vidijo. Pozabljamo tudi na te bolj temne plati, oziroma se ukvarjamo samo z lepim. Ja, zagotovo je Plečnik od študentov res zahteval tako popolno predanost, ki bi bila danes v bistvu res nepredstavljiva. Ne? Tako da, ja. Ne vem, jaz imam dostikrat občutek, da ljudje mislijo, da je bil Plečnik skromen. Jaz mislim, da je bil zelo, zelo ambiciozen. Ampak to je pa naredil tako, da je sebe proglasil oziroma nekako predstavljal kot neko skromno osebnost, disciplinirano. Jaz bi celo rekel, da je bil v tem PR-ovstvu današnjem, da je bil neverjetno velik mojster. In da je poznal sigurno kakšne mistične metode, ker se je z mistiko in podobnimi zadevami konec koncev tudi ukvarjal. Všeč mi je, če tukaj nadaljujem ali pa se navežem na to, kako je dr. Miloš Kosec tudi zapisal oziroma povedal, pač naziv te razstave je Od delavnice do mita in da moramo govoriti o tem, da je treba vedno znova obračunavati s poblaglavljanjem Plečnikove osebnosti na eni in uničevanjem njegove dediščine na drugi strani, o tem, da se je treba vedno znova vračati k njegovim delom in jih brati v sodobnem kontekstu, o tem, da je treba odpreti vprašanja skritih in spregledanih ljudi, brez katerih Plečnikovega projekta ne bi bilo, in dobro premisliti dilemo avtorstva, o tem, da je Plečnikova Ljubljana tudi ideja mesta, ki ni samo lepa podoba, ampak je vsem dostopen splet odprtih in pokritih javnih prostorov, o tem, da ne potrebujemo niti svetnika, niti demona. Na to sem se navezala. Ampak da se od Plečnika učimo s prehajanjem po in uporabo prostorov, kakršnih brez njega ne bi bilo ne pri nas v tujini. Skratka, verjetno ne svetnik, ne demon in dela naj govorijo o njegovi veličini, ne? To je verjetno ta poanta. Sigurno. Zanimivo mi je tudi to, brala sem v intervjuju za Dnevnik izpred nekaj let, Andrej Hravski je rekel, da se opaža, da recimo pri spomenikih NOB-ju nihče ne protestira pri njegovih spomenikih. Da spomenik v Gorjah, pravi, je lep primer, kjer lahko simbol razumete kot peterokrako zvezdo in partizansko žalujočo mater, lahko pa vidite Sveto Marijo in rozeto vzeto iz gotske katedrale. Skratka, vidimo nekaj, kar sami želimo videti. Je Plečnik torej včasih tudi naše ogledalo, da vsak vidi, kar želi videti v njem? Ja, ta sinkretičnost, to je to, da vidimo več stvari v eni zadevi, je čisto evidentna. Jaz često navajam primer Gerberjevega stopnišča, ki ni samo prehod stopnišče iz ene točke na eno višjo, ampak je razgledišče, s katerega gledamo na Ljubljanski grad, na Ljubljanico, Tromostovje, Čevljarski most. To je tudi pristan, spodaj vemo, da je bil lokal Makalonca in to je vse vsebovano v tem stopnišču, vse hkrati. In če pogledamo Plečnikove stvaritve, so polne takih domislic, kjer se stvari nekako prelivajo ena v drugo in to povzroča pri ljudeh to, da določen vidi nekaj, drugi drugo, eni vse hkrati. Skratka, to je veliko bogastvo, in v tem je bil Plečnik neverjeten mojster. Ja, tega pa res ne bi moral uresničiti brez svojih pomočnikov, brez svojih res asistentov, risarjev, ki so dolga leta res služili, pa tudi ne nazadnje brez vseh obrtniških mojstrov, s katerimi je sodeloval. Moramo, kot smo že omenili, večkrat se je moral res prilagajati tem finančnih zmožnostim, ki jih je imel naročnik. In je potem zelo inovativno, oblikoval od strešnikov, v bistvu Plečnik res od kljuke do strešnika, vse oblikuje. Je pa v Ljubljani veliko
vseh teh stvari, ki ste jih naštevali, je veliko naredil skoraj brezplačno. Zakaj? Ja, on sam, moramo razumeti, da tudi Plečnik ni imel družine, pač je bil samski, torej je imel svoj plačo kot profesor. In še to je večkrat, vemo, razdelil določenim študentom, ki so bili finančno mogoče ne tako dobro stoječi, oziroma v kasnejših letih tudi vemo pričevanja ravno od gospoda Andreja Lodranta, da mu je rekel, ker mu je toliko pomagal za temi poznejšimi deli, recimo za Brione, da si je kar delil plačo z njim, tako da mu je kar vsak teden potisnil v žep kuverto z denarjem, nekako polovico njegove plače. Plečnik je trdil, da je že plačan kot univerzitetni profesor in ni hotel sprejemati dodatnega plačila, vendar to, da ni sprejemal plačila, se je dostikrat obrestovalo. Vsi Plečnikovi študenti, ki so zaprosili za štipendijo francoske vlade, da bi šli študirati v Pariz, so jo dobili. Dobili so jo pa zato, ker je Plečnik za kralja Aleksandra projektiral določene stavbe na Bledu v Kamniški Bistrici in s tem, ker ni hotel plačila, so beograjske oblasti tem študentom namenile štipendijo in se na nek drug način oddolžile. Skratka, ni bilo vse v denarju, ampak v tej izmenjavi. In ta izmenjava je prisotna vsekakor. Če gremo korak naprej v sodobnost, kdo so po vašem mnenju sodobni Plečniki? Jaz vidim sodobne Plečnike pravzaprav v mlajši generaciji, ki se ukvarja s temi fenomeni v prostoru, ki so povezani s podnebnimi spremembami, s to trajnostjo, ki je tako aktualna dan danes, ki se ukvarjajo s prenovami, z novimi materiali, butana, glina in podobne zadeve, ki so nekako globalno pa tudi lokalno usmerjeni, in mislim, da je kar lepo število birojev. To je tudi zanimivo, da so to biroji, ki povezujejo ljudi, da so to skupine. Tako kot je Plečnik imel sodelavce, pa en cel organizem za sabo. Moram reči, da je tle prisoten en tak skupinski duh te mlade generacije in jaz upam, da bojo te metode dela pa kompozicijo, kar jaz tudi opažam pri svetovno znanih arhitektih, da pravzaprav razmišljajo podobno, kot je Plečnik v 20. in 30. Da bojo tudi to naši mlajši arhitekti lansirali ne samo v domačem okolju, ampak tudi v svetu. Vemo pa, da so zelo uspešni. Gospa Porok? Ja, sodobni Plečniki. Se strinjam, da imamo verjetno ravno v mladih arhitektih kar velik potencial, ravno z tem spoštovanjem oziroma razumevanjem tradicije, ampak za uporabo sodobnih materialov, gradiv, tako da se ne bojim za našo prihodnost. Bi morali tudi tem ljudem, ki poznajo pomen javnega ali pa javnega prostora, ki veliko dajo na to, bolj zaupati, verjetno urejanje mest. Ste prej izpostavili slabe točke, kjer v bistvu le denar šteje, oziroma kako vznikajo te hiše, ponavadi še zaprte novogradnje, se vedno bolj zapirajo, te bogataške soseske, pred zunanjo javnostjo. To, kar smo rekli, da verjetno Plečniku ne bi bilo všeč. Hvala lepa. Za konec mogoče še tole. Če bi morali izbrati eno Plečnikovo delo, ki ga najbolj reprezentira, najbolj pooseblja, kaj bi to bilo? Jaz niham med Tromostovjem in Narodno univerzitetno knjižnico. Jaz bi pa izbrala kar Plečnikovo hišo, ker je ta njegov osebni svet najbolj nekako predstavljen.
Najlepša hvala obima, da sta bila gosta v NN podcastu. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Vlada je pred dnevi razglasila naslednje leto za Ravnikarjevo leto. Slovenija se bo torej poklonila njemu in njegovemu delu. Naj bo to leto 2023 lepo tudi za vas in za vse nas. Hvala še enkrat za obisk v NN podcastu in gledalci, poslušalci, gledalke, poslušalke. Spet se kmalu vidimo in slišimo. Hvala za povabilo. Hvala.